Takole en lep pozdrav vsem skupaj. Tale tema tudi na prvo žogo nima, raziskovalno učenje starejših takoj nekaj skupnega z zdravi, čili, prodorni, torej z našim duševnim, fizičnim zdravjem. Pa vendarle, kot smo prej prisluhnili doktor Pirtošku, je dejal, dajmo se česa novega lotevati, nekaj, kar bo za nas popolnoma na novo, kar še nismo počeli. In univerze za tretje življenjsko obdobje razvijamo kot nek prostor, kjer se ljudje seveda učijo, pridobivajo neko novo znanje, ga med seboj delijo in naj bi ga tudi darovali nazaj v skupnost. In to je ta naša poanta, ker veste, ko se upokojiš, ne postaneš naslednji dan drug človek. Imaš še vedno želje, potrebe, interese, morda tudi seveda več časa, da to lahko uresničiš. In temu smo nekako sledili z našimi dejavnostmi na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in nastale so prečudovite stvari. Veste, ko ljudje skupaj zložijo svoje znanje, svoje izkušnje, svoje ideje, nastanejo pravzaprav v vseh okoljih, čudovite stvaritve. Zdaj, ko govorimo o raziskovalnem učenju, ne govorimo o profesionalnem raziskovanju, to je seveda razumljivo. Ne govorimo pa tudi ne o popolnoma laičnem raziskovanju. To raziskovanje je vendarle vodeno z strani neke strokovne osebe, ki usmerja starejše, sledijo neki, morda seveda bolj prilagojeni metodologiji, ampak bistveno je, da zložijo skupaj, kot sem dejala, to svoje znanje, izkušnje, želje, raziskujejo svoj kraj. Jaz sem tukajle zbrala, ker bo zelo teoretično izpadlo, če vam ne podelim nekaj primerov tega, kaj vse proučujejo, kaj vse počnejo. Pa če smem, bi kar takole, recimo Univerza za tretje življenjsko obdobje Grosuplje je raziskala vse kapelice v njihovi občini in je tako nastalo neko delo, ki je tudi edino te vrste, so ga javno predstavili v svojem kraju in ima tudi neko vrednost za kraj, in to bi rada poudarila. Torej ne zgolj, da starejši po upokojitvi sledijo nekim svojim neuresničenim željam. Bistveno je, da se nekaj zgodi v dobro lokalne skupnosti, da s tem prispevajo za svoj kraj in pomembno je, da imajo starejši možnost vstopa v javnost. A veste, to so neki javni dogodki, kjer to predstavijo, to je nekaj trajnega. Ne vem, Brigita, smem vas prositi, da ne bom skakala izza zvočnika, da mogoče malo zaokroži, da dobite neko predstavo. Ali Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica raziskujejo etnološko dediščino svojega kraja, predstavljajo vsako leto tudi na dnevih evropske kulturne dediščine. Enako tudi študijska skupina Ljubljanske univerze za tretje življenjsko obdobje, Spoznajmo svoje mesto in domovino. Vsako leto si izberejo neko temo, nek cilj, kaj bodo raziskali. In v tem študijskem letu, oziroma moram zdaj reči preteklem, so raziskovali še nepoznano Ljubljano, to predstavili potem tudi na dogodku v okviru Dneva evropske kulturne dediščine v Mestni hiši Ljubljana in izdali zbornik, ki ga potem zmanjka. Mislim, da gredo že zdaj ta drugič ali ta tretjič po natisk, ker je izjemno pritegljiv za ljudi, vsi poznamo neka bistvena obeležja v mestu, veste, in to daje ljudem neko vrednost, da prispevajo svojim znanjem, s tem, kar vedo od prej, ali so se naučili nekaj novega, s tem, ko delujejo, da nekako sooblikujejo neko javno življenje v svojem kraju. Morda tudi en primer, vodnik po varnem stanovanju, to je študijska skupina Kultura bivanja, so oblikovali nek tak vodnik, na kaj moramo nekako biti pozorni v svojem domu
In to ne velja zgolj za starejše, to velja za mobilnostne ovirane, pa ne nazadnje za vse nas. Vsakdo od nas se ob kako preprogo, ki ni dobro pritrjena, lahko spotakne, ne. Univerza za tretje življenjsko obdobje Lok Dragomir so raziskovali vodne vire v svoji občini. Se opravičujem, no, ker sem vas takole zdaj zaposlila. Ja. In še en tak primerek, no, da bo mogoče malo bolj ponazorjeno, no, Univerza za tretje življenjsko obdobje Žalec je pa raziskovala zgodovino hmeljarstva v Savinjski dolini. Ta priročnik oziroma zbornik so poimenovali Zeleno zlato grenka roža. Zdaj torej, kot sem že prej omenila, pomembno je, da starejši, ki kakorkoli z upokojitvijo postanejo manj vidna družbena skupina. Pomembno je, da imajo neko možnost vstopa v javnost. In s tem namenom prirejamo tudi seveda vsaka univerza za tretje življenjsko obdobje svoje javne dogodke. Na ravni mreže slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje prirejamo pa bienalni mednarodni festival znanja in kulture starejših, kjer se potem ti nasledki raziskovanja, učenja, delovanja starejših predstavijo neki širši javnosti na nacionalni ravni, pa tudi delno mednarodni. No, in tam neko Jano vidim iz Šmarja, no. Mislim, da smo 4. festival pri vas, da ste nas vi gostili. To ni nek centraliziran festival znanja in kulture starejših. Pazimo, da se vsaki 2 leti seli po Sloveniji, po različnih krajih, zato da dobi marsikatera univerza za tretje življenjsko obdobje po Sloveniji tako možnost, da se predstavi kot gostiteljica, predvsem seveda, da svoje stvaritve, raziskovalno delo, delovanje svoje univerze predstavi. Jaz upam, da še nisem teh 8 minut. Zdaj takole malo bolj na hitro, da grem mimo. Torej, ena od teh možnosti za te javne predstavitve za Ljubljansko univerzo za tretje življenjsko obdobje, tudi prav na spletni strani imamo posebno rubriko dosežki študijskih skupin, ki je pravzaprav namenjena posebej temu, da se predstavijo s temi svojimi ali raziskovalnimi deli, ali umetniškimi deli, ali je to kakšna gledališka igra, ki so jo kje predstavili, ali so to razstave, ali literarni zborniki in podobno. In s tem, v tem duhu učenja, ustvarjanja, javnega delovanja, v tem duhu živijo vse univerze za tretje življenjsko obdobje po Sloveniji. Jaz sem pa na voljo za kako vaše vprašanje. Jaz sem zelo sledila, da moramo biti kratki, jedrnati, da imate tudi možnost mogoče kaj povprašati. Imamo kakšno vprašanje za gospod Leonov? Izvolite. Hvala. Mene zanima, kako najdete mentorja ali strokovnjake, ki potem pomagajo, vodijo, ali vse naredijo sama? Ne, skupine delujejo pod vodstvom mentorja, saj to sem prej omenila, torej normalno ne gre za profesionalno raziskovanje, pa tudi ne čisto laično, ne. Pod vodstvom strokovnega mentorja deluje vsaka študijska skupina na različne načine. Včasih pridejo mentorji sami skozi vrata z neko idejo, pobudo, strokovnjaki različnih strok. Jaz bi pa delal pri vas na univerzi za tretje življenjsko obdobje, vodil to pa to študijsko področje. Včasih jih iščemo sami, različno, preko že poznanih strokovnjakov, s katerimi smo na ta ali oni način v stiku, se obračamo na strokovne ustanove, na oddelke posamezne oddelke fakultet, družboslovnih, naravoslovnih. Z mnogimi fakultetami, mogoče v zadnjem času precej z biotehniško, nas povezujejo tudi razni projekti. Nismo zgolj družboslovci, zelo se trudimo tudi naravoslovno področje razvijati. Seveda smo nekako organsko povezani s filozofsko fakulteto, z oddelkom za pedagogiko in andragogiko, ampak mogoče manj v tem smislu, kar danes predstavljam.
Zelo različno, no, tako da so različne oblike. Ne pa res, da Univerza za tretje življenjsko obdobje beleži 39. študijsko leto, identiteta v prostoru je močna in dostikrat tudi res sami prihajajo že strokovnjaki z neko idejo skozi vrata. Ne. Bi pa tudi tako dejala, seveda ne vsi starejši raziskujejo, ne, da bo razumljivo. Ne. Tu je cel spekter, cel diapazon udeležencev in prav je tudi, da so različne izobraževalne oblike, nekje seveda bolj pasivne kot metoda predavanja, kjer ljudje pridejo, nekaj poslušajo, do tistih udeležencev, ki že načrtno prihajajo skozi vrata in izrazijo, jaz ne bi hodil nekam nekaj poslušati, jaz želim nekaj prispevati, imam to pa to znanje, ne? Želim nekaj novega ustvariti. Tako da imamo pa res nekaj prav tako imenovanih raziskovalnih krožkov, ne? Kjer pa res ljudje zložijo svoja znanja od tistega strokovnega področja, pa tudi do recimo je nek slovenist, ki potem nekako preveri besedilo, nekdo se bolj z oblikovanjem, se na oblikovanje bolj spozna in tako naprej. Pač po tej principi študijskega krožka, ne, da se zložijo znanja za doseganje skupnega cilja. Je še kakšno vprašanje, še kakšna misel? Izjemno pomembno, torej, da morda celo zaključimo s tem, da nismo enaki, nimamo enakih potreb, ne želimo enakih reči in prav je, da zadovoljimo tisto, kar nas izpolni in razveseljuje. In ravno študijski krožki, Univerza za tretje življenjsko obdobje, pa vse druge oblike neformalnega učenja in izobraževanja so seveda odlična priložnost za to. Hvala lepa, da ste se Hvala lepa.